Maklavčkova senožet je hudo strma, a fantje so jo v 13 letih že dobro spoznali. Kar se tiče pa običaja, jaz moram reči, da od telih 15 fantov pobu, kar so sekli tisto prvo leto, jih pol ni znalo sečiti. Zdaj se pa že moram reči, da pravi kasci. Misliš, da je to enostavno? Košna. Ni res. To je, moraš z glavo delati, da ti reže. Ne smeš prenizko, ne smeš previsoko. Ne na silo. Kje na silo? Vendar pa brez dobro nabrušene oziroma naklepane kose ne gre. Tanjšati moraš, absolutno moraš tenko napraviti, ne pa, in pa klep mora biti ozek, ker če ne, se, smo rekli včasih, sflandra. Kot kaže pa znanje in običaj, ne boste šla v pozabo. Kakšna je tvoja naloga? Da teli tukaj ne dehidrirajo in da jim nosim vodo. Koma čakaš, da tudi ti poprimeš za koso? Ja, tega se prav veselim. Snopi trave padajo v jutranji rosi enakomerno. Večino dela je potrebno praviti predno na senožet posije sonce. Super je, da se dobimo vsako leto, klapa nekaj se poseče, čirno je pred vasjo. Sejemamo lepo, malo zavriskamo, zapojemo, zahodemo, posečemo in se družimo. Od veselja in radosti si je pela pismico. Sigurno grejo zgodbe, kar nam jih povejo starejši, pa tudi zgodbe, ki so se z prejšnjih let dobile, ustvarile pač tukaj, ne? To je pole ponovadi za mizo, se te zgodbe dogajajo. Seveda šele, ko je bila senožet pokošena in ko so žene prinesle malico, tako kot nekoč. Skuhala sem orehove štrukle, tiste, ki se jih kuha v cuni pa v vodi. Tiskrat smo nesli za sabo, skuto, kruh, pa suhe hrušče kuhane. Za kasila je bilo pa, jota, štrukle, v glavnem so bili štrukle. Ja. Taki kot danes? Tak, ja. Ob kozarcu vina so oživele pripovedi o nekdanjih časih, ko so vse strmine daleč v hribu bile pokošene in ko so fantje zaslužene lire od žornade ob koncu tedna zapravili v vaški gostilni.